Lepo pozdravljene, drage gledalke, dragi gledalci. Najprej bi vam vsem prav rada zaželela eno mirno, veselo in blagoslovljeno novo leto in naj vas spremljata mir in sreča. V današnji oddaji bomo posebno pozornost namenili ravno mladim, saj tako kot pravijo, na mladih svet stoji. Mladi pa se v času odraščanja velikokrat sprašujejo o različnih vprašanjih, iščejo nanje tudi odgovore in razmišljajo, kaj v življenju resnično šteje. V naš studio smo zato povabili Primoža Lorbka, duhovnika iz mariborske nadškofije in župnijskega upravitelja, ki skrbi za študentsko pastoralo v Mariboru. Primož Lorbek, lepo pozdravljeni v naši oddaji. Lep pozdrav. Zdaj, za začetek nam povejte, kako danes mladi sploh živijo vero in ali ste dobili kakšno vprašanje kdaj, ki vas je morda presenetilo ali nasmejalo, motiviralo, kakorkoli? Takih vprašanj je veliko. Ko govorimo o mladih v njihovem načinu življenja vere v današnjem času, vera, ki jo mladi živijo danes, je precej drugačna kot tista tradicionalna vera, ki se je živela prej, ki se je živela nekoč. Mladi danes vero doživljajo kot nekaj osebnega in na ta način tudi pristopajo k življenju svoje vere. Mladi so danes tudi iskalci. Mladi danes iščejo odgovore na različna vprašanja znotraj vere. Tako da mi recimo na študentski župniji se res trudimo mladim tudi ponuditi z različnimi gosti odgovore na ta vprašanja. Zanimivo je, mladi se veliko sprašujejo o večnem življenju, zato smo letos res na študentski župniji začeli tudi en tak krog teh pogovorov, vprašanj in je to drugačna vera, kot je bila prej. Mladi tudi danes različno izbirajo, kar je čisto normalno. Največ delam z študenti, seveda je njegova prva naloga seveda študij. In ga je potrebno tudi motivirati, da pride v sredo na študentsko svetomašo, da se udeleži kakšnega predavanja, ki jih pripravimo za njih, oziroma pogovorni večerov. Tako da je drugače. Mladi danes so zbirčni. To je treba reči. In ta ponudba, ki jo moraš danes mlademu dati, če tako rečemo, da je to ponudba, mora biti pa tudi kvalitetna. In mora biti pa tudi odprta, da mlad ve, glej, tukaj sem pa sprejet, tukaj lahko nekaj dobim za sebe, tukaj lahko svojo vero živim naprej in tukaj lahko svojo vero tudi naprej gradim. Veliko se govori o tem, da so mladi kritični do vseh, recimo zdaj na družbenih omrežjih, v svetu nasploh, a so kritični tudi do vere? Do vere verjetno niso kritični, morda so nekoliko kritični, kako cerkev danes deluje. Do tega se včasih pojavi kakšno takšno vprašanje, kakšna takšna misel, ko so kritični glede na pristop, na kakšnega mladim pristopamo ali ne pristopamo, ali so kritični recimo v svoji župniji. Tako da bolj iščejo znotraj vere odgovore. Bolj kritično razmišljajo, ni vse trdno, bi tako rekli, ampak se sprašujejo o svoji veri in svojo vero praktično, lahko rečeva, raziskujejo, spoznavajo in jo na ta način tudi okrepijo. V Mariboru skrbite za študentsko pastoralo in ste zato veliko v stiku z mladimi, ne? Posebej s tistimi mladimi, ki prihajajo pač tudi v Maribor iz različnih koncev Slovenije. In me zanima, kaj storite, ko vam kakšen študent morda reče, da se mu zdi vera dolgočasna ali pa nepomembna, ali pa kaj bom zdaj jaz s tem, zdaj imam študij, zdaj se mi je odprlo življenje, naredil sem birmo, zdaj pač se moram posvetiti drugim stvarem, recimo. Kaj naredite v takem primeru? Takšnemu človeku je potrebno pristopiti. Mladega, tako kot sem rekel že prej, je treba danes razumeti. Res je njegova prva naloga, ko pride z nekega drugega konca Slovenije v Maribor na študij, je njegova prva naloga študij. Ampak vsekakor je pa vera tista, ki mu pa lahko na tej poti pomaga. Da se tudi v stiski,
ko je težava pred kolokvijem, pred izpitom, tudi zateče Gospodu v molitev. In na ta način jih pravzaprav na nek način spodbujamo na študentski župniji, da naj bo molitev tista, ki mu na študijski poti dejansko pomaga. Ne da ga ovira, ne da mu vzame čas za študij, ampak da je ta čas praktično tudi tisti čas, ki ga vložiš v študij. Da dejansko tam okrepiš svojo voljo, svoje upanje, da bo pa šlo vendarle z Gospodovo pomočjo lažje naprej in da bo premagal tisto oviranje. Mladi se v neki točki tudi znajdejo v stiski, ko je težko narediti kakšen izpit in se velikokrat zgodi, da potem pride na kakšen pogovor, išče vprašanje, išče odgovor in mu potem pomagamo dejansko na tej poti, da zmore in da more iti naprej. Kaj vas pa kot duhovnika sprašujejo, kaj so tiste vprašanja, ki so najbolj pogosta? Morda konkretno. Največkrat je res običajno vprašanje, tako ko se spoznamo, kako sem se odločil za duhovniški poklic. To je velikokrat najbolj pogosto vprašanje in ga tudi odgovorim. Predvsem jih preseneti tudi to, ker sem edinec in sem se vseeno odločil za duhovništvo. Seveda pa še tu druga kopica vprašanj, na katere je potrebno mladim odgovarjati. In predvsem so to res velikokrat vprašanja povezane seveda z vero, z različnimi verskimi resnicami in se trudim na njih tudi odgovoriti. No? Zdaj pa mogoče teme, ki mladih zanimajo. O čem največ debatirate na srečanjih, na pogovorih? Videla sem, da ste zdaj decembra, prejšnji mesec, torej pekli kekse. Kaj se največ pogovarjate? Kaj je tista tema? Ja, mi študentom želimo ponuditi res eno barvno paleto, če tako rečemo, aktivnosti. Želimo si praktično na študentski župniji ustvariti ne samo prostor, kjer je so v ospredju samo verska vprašanja, ampak si praktično želimo ustvariti prostor, kjer se mladi počutijo sprejete in odgovarjati na njihova vprašanja. Tudi uslišati kakšno njihovo željo. Recimo ta peka piškotov v decembru pred Miklavžem je dejansko prišla od njih in smo rekli, ok, dajmo peč piškote, dajmo pomagati svetemu Miklavžu. In to je res dobro, zato ker se povežemo kot skupnost, kot župnijsko občestvo, ker mi nimamo stalnega župnijskega občestva, mi smo v bistvu personalna župnija, nismo teritorialna, vedno pride kak nov, vsako sredo je kakšno drugačno presenečenje. In dejansko potem na takšnih večerjih, jaz jim rečem, kar spontanih druženjih, se običajno odprejo kakšna vprašanja. Prej sem začel, da želimo mladim praktično dati en taki prostor, kjer se res počutijo sprejete, kjer je dobrodošlo vsako vprašanje, kjer lahko najdejo spodbudo za življenje. Zato so vse naše aktivnosti tudi tako povezane, da odgovarjajo nekako tudi na družbena vprašanja, kar se danes v družbi dogaja, s čem se mladi danes na poti samostojnosti srečujejo. V tem duhu so bili letos tudi v novembru pripravljeni Nikodemovi večerje, kako naj se mlad človek osamosvoji, kako naj gre samostojno v svoje življenje, kako mu na tej poti lahko pomaga tudi njegova vera, njegova osebna molitev. In zavedati se moramo, da pa smo lahko malo kritični do slovenskih univerz. Ja, se trudijo univerze verjetno tudi to ponuditi in odgovarjati na ta vprašanja, mladega opolnomočiti za življenje, ampak se mi zdi, da je še vedno tega premalo, da bi mladi dejansko dobili dovolj teh vsebin in smo se res v tem letu odločili, da bomo Nikodemove pripravili v tej luči, v tej smeri, da bomo mlade dejansko nekako opolnomočili na poti njihove samostojnosti in tudi predstavili ali pa pokazali, s kakšnimi nevarnostmi se lahko danes srečujejo, tega danes veliko.
telefoni, tablice, zasvojenost in vse ostalo. In kako dejansko potem za vsem tem življenju živeti, kako iti naprej, kako mi vera, kako mi skupnost, kako mi župnija, kako mi družina lahko pri tem pomaga. Ne? In to so vse aktivnosti, ki res želimo, da mladim nekaj dajo. In ja. Zdaj organizirate res dosti dogodkov, srečanj, ki so kar obiskana. Kako vam to uspe? Kako vam uspe, da nagovorite mlade, da pridejo, da se podružijo? Ste res precej dejavni. Nagovarja je Sveti Duh. Jaz sem samo izvrševalec tistega, kar jim Sveti Duh prišepetuje in govori. Vsekakor trudimo se nekako biti najprej, seveda moraš biti prisoten v medijski krajini, to je na ta način jih dosežemo, potem pa morajo biti tudi vsebine dobre. Vsi vemo, da gremo tja, kjer je dobro. Tam, kjer si nekaj dobil za življenje, tja se vračaš rad. Če te vsebine niso dobro pripravljene, saj nam vedno tudi ne uspe. No? Ampak, če dobro vsebine pripravimo, mladi vidijo, da je to dejansko za njih dobro. Predvsem pa, da se res počutijo sprejete tam, kamor pridejo, da ni vera predstavljena kot breme, kot smo na začetku govorila, ampak da je vera nekaj prijetnega in da življenje v naši župniji je res čisto drugačno kot v eni klasični župniji in da res se tam čutijo potem sprejete in da vejo, da imajo nekoga, na kogar se lahko tudi zanesejo. Tako da se res trudim, da mlade nagovorimo z svojimi sodelavci in da res potem nekako mlade povabimo, spodbudimo in jim damo tisto hrano za njihovo življenje, za njihovo vero, da bi jo zmogli v tem hitrem tempu življenja tudi živeti. Nekaj dogodkov, ki jih organizirate, ste že omenili, ampak prav zanima me, katere aktivnosti in dogodke, poleg recimo študentske maše, zdaj peka piškotov, še organizirate in kateri dogodki so potem tudi najbolj obiskani? Ja, v bistvu, seveda, študentska sveta maša je najbolj obiskana, običajno pa potem Miklavžev večer, mi rečemo kar Miklavžev ples, kjer pripravimo trivijo, tako da še nekaj malo pokažemo, kaj se na fakultetah učijo, koliko so dobili tega znanja, malo za šalo, malo za res. Potem, dejansko zelo lepo je videti mlade, ko se enkrat mesečno zberejo tudi pri večerni molitvi. Letos nekako imamo zelo široko paleto različnih molitev. V decembru smo imeli tako molitev večernic, prej smo imeli vodeno molitev, tezejsko molitev. Vedno damo potem priložnost tudi za spoved in je prav lepo je videti, ko mladi potem pridejo res k spovedi. To so res spovedi zelo globoke in mladi se zavedajo tudi svojih pomanjkljivosti, svojih napak in se nam lahko pri tem res v velik vzgled. Potem seveda skozi leto pripravimo še več kakšnih romarskih izletov. V tem letu, ki je pred nami, se v času prvomajskih počitnic odpravljamo v Rim, ker je ravno letos sveto leto. Tako da res ta paleta je zelo, zelo široka, zelo velika. Potem je tukaj še res zelo dejavna medicinska skupina, ki jo vodi moja pastoralna asistentka Simona Kovačec. In tukaj se res zbirajo samo večinoma študenti medicine, zdravstveni ved in res potem odpirajo vprašanje tudi z svojega področja in kako lahko dejansko tudi svojo vero živijo znotraj svojega medicinskega poklica, kako tudi vera gleda na določene stvari znotraj medicinske etike. In to je res zelo, zelo aktivna skupina in sem zelo vesel, da imamo. Potem je tukaj še skupina za mlade pare.
Unizup je poskrbel, da je nastalo v teh letih kar nekaj parov, tako da je nekako prišla ideja, zakaj pa ne bi naredili skupine za mlade pare. To sta prevzela tudi bivša Unizupovca, danes že ati in mami, mož in žena, in res skrbita za njih in pomagata na njihovi poti in se tako res nekako pogovarjajo, kako živeti kot mlad par. In ja, tudi zelo, zelo lepa srečanja. Toliko je vsega. Pevski zbor Vdih. Potem je seveda tukaj pevski zbor Vdih, kako sem lahko njih pozabil. Mi ne bodo v sredo več hoteli peti. Ja, zbor Vdih je res tudi ena taka lepa stvar naše župnije. Veliko pevcev je. Trenutno mislim, da je tam okrog 35 in vsako sredo oblikujejo bogoslužje. Tako da naša Nataša zelo lepo skrbi za naše pevce. Potem so tukaj še ministranti, z njimi sicer kaj posebej ne delam, ker to so fantje, ki že običajno so aktivni tudi na župniji, ampak res sem zelo vesel, da so se fantje odločili in ministrirajo tudi pri študentskih svetih mašah. Tako da ja, kar precej je teh aktivnosti, ki jih skozi leto pripravim. Potem so tukaj še majski ples, pa potem izlet ob koncu študijskega leta. Tako da res je kar nekaj takšnih aktivnosti, ker res si želim, da župnija postane kot občestvo, ko se mlad človek iz svoje primarne župnije preseli v Maribor, da ve, glej, tu imam pa eno župnijo, spet eno občestvo, spet nekaj sester in bratov, ki molijo za mene in skupaj gradimo to občestvo, se skupaj družimo, skupaj kam odpravim, se imamo fajn. Če govorim iz svojih izkušenj, sem se tudi jaz preselila najprej v Maribor, v srednjo šolo, potem tudi v Ljubljano. In prideš z nekimi svojimi strahovi, izzivi, izkušnjami, si želja nečesa novega, znanja, spoznavanja ljudi. In me zanima vaš pogled na to, kako v bistvu, ko pride en mlad človek v eno mesto, s kakšnimi izzivi se srečuje, ki ste jih mogoče tudi vi na župniji občutili, in kako se lahko pridruži vaši skupini. Izzivov je več, ne. Prvi izziv je že zagotovo selitev v drugo okolje, spet se navaditi nekaj drugačnega, spet na drugačen način življenja. Tako da teh izzivov je vsekakor verjetno v življenju mladih študentov veliko. Potrebno si organizirati čas, potrebno se je kdaj verjetno tudi spraviti zraven k študiju. Tako da se velikokrat srečujem z izzivi, predvsem res tako izzivi pridejo najbolj ven in ta stiska res v času izpitnega obdobja. Predvsem tam ob koncu letnega semestra, ko še kaj ostane iz zimskega, je res kar nekaj stisk pri študentih, no. In takrat jim je treba pomagati in jim tudi dam naše prostore, našo pisarno, da lahko to tam v mirno naštudirajo, da so res nekako zbrani pri svojem študiju, da ni nekih motečih faktorjev, če jim tako rečemo. In res imajo tam potem časa, ne, za svoj študij, za svoje delo. Kako se nam najlažje pridružiti? Najlažje je priti v sredo k sveti maši in potem gre skupaj z nami v naše prostore in tam se vedno najde kaj za spiti, kaj za pojesti, kakšen čaj, kofe, topli sendviči, tako da vedno se kaj najde, če druga ne čips. In seveda res mladi dobrodošli v Mariboru in bomo zelo veseli, če se nam pridružite. Tako da ja, to so ti načini, ko pristopamo mladim, in mlade je potrebno danes tudi razumeti. In tudi če ne pride, daj ga včasih vprašaj, zakaj ne pride. A je v stiski, a mu lahko kako pomagaš, ali v bistvu res moraš mu samo pristopiti, pa velikokrat iti tam, kjer so mladi. Tudi na Poštno v Mariboru. Ja. Koliko se razumem, bi vam lahko rekla tudi mentor za mlade. V bistvu morate imeti odprte oči, ne? Torej, kje so mladi, kako z njimi delati, biti pač
v času, v katerem živimo, razumeti ta čas. Na nek tak način se mi zdi. In mladi pogosto iščejo mentorje, ki jih znajo nagovoriti, ki jih spodbujajo, da si najdejo tisti prostor pod soncem, kot radi rečejo. Kolikor vas pa tudi poznam, ste duhovnik, ki rad dela z mladimi, jih razume in večkrat tudi pošali kdaj. Kako pomembna se vam zdi ta pristnost, ta odnos, ki jih morate gojiti z mladimi, ta srčnost pri delu? To moraš imeti rad. Absolutno, mlade moraš imeti rad, drugače ne gre. Pa ne samo mlade, vsakega človeka moraš imeti rad, vsakega moraš ceniti, mu dati tisto, kar mu lahko daš. Jaz mislim, da se ljubezen, ki jo nosimo v sebi, se ne da nikoli izčrpati. Ta se vedno obnavlja. In te ti ne more v življenju zmanjkati. Ne more ti zmanjkati tudi besed, s katerimi lahko nekoga spodbudiš in mu daš upanje. Mladim je treba dati tudi priložnost, da se pokažejo, da pokažejo svoje talente. Mladi v sebi skrivajo ogromno stvari. Saj mogoče res ne bo vse končano danes ali jutri ali pojutrišnjem, tako kot bi pričakovali odrasli. Saj smo tudi, midva sva bila oba mlada in veva, kak je. Včasih smo kaj odlašali. Jaz še sem zdaj tak. Tu še nisem nikoli odrastel, da bi nekaj naredil čisto v roku. Vedno je kakšna ura več ali dan. In jim je res treba dati priložnost, da pokažejo te svoje talente, ki jih nosijo v sebi, ker jih ni malo. In če damo to priložnost, da so tudi nenazadnje opaženi in rečejo, glej, to sem pa mi naredili, to sem pa jaz naredil, ne pa, to je pa župnik naredil, ali pa nekdo drug, ampak to smo pa naredili skupaj. In to je treba dejansko mladim tudi vedno bolj dati to priložnost, jih tudi pustiti pri razvoju njihovih idej. Mogoče ne bo šlo vse tako, kot bi si mi želeli, a ne? Mogoče ne bo vse tako, kot so si oni želeli, da bi bilo, ampak bo. Naslednjič bo boljše. Ko bomo utečeni, ko bomo furani, bo že to čisto dodelano, ne? In res moraš imeti za mladega človeka, tako kot ste rekla, ne, odprte oči, da ga res vidiš, da ga opaziš, da opaziš njegovo veselje, pa da opaziš tudi njegovo skrb, da opaziš tudi njegovo stisko. In jaz sem ful znan po tem vprašanju, kako si? Kak si? V redu, meni je čisto prijetno zdaj. Ne, ful dostikrat vprašam, kako si. In se prav spomnim iz bogoslovja enega trenutka, ne, ko meni bogoslovec reče, pa nehi me že to spraševati, ne. Ampak, lej, se mi zdi, da je to lahko tista prva skrb za človeka, da ga vprašaš, kako si? Kako si danes? Pa bo verjetno kaj povedal, a ne. In potem, če ni v redu, mu pomagaš. Če je pa v redu, pa mu zaželiš, naj bo še naprej v redu, a ne. Tako da, bistvo je res, moramo skrbeti za našo mladino, so up in prihodnost naše cerkve in sem zelo vesel, da ima cerkev danes vedno več posluha in da tudi duhovniki se zavedamo, da so mladi res tisti, na katerih bo se gradi naša cerkev, naše upanje in naša prihodnost, a ne. In da moramo odgovarjati tudi v cerkvi, tudi jaz sam kot duhovnik, na te vprašanja, tako kot jih mladi danes razumejo, tako kot jih mladi danes tudi sprejemajo in da so mladi danes veliko bolj kritični, kot pa 30 let, 50 let nazaj. Krasno. Zanima me še morda za konec trenutek z mladimi, ki vam bo v teh letih dela, ki vam je v teh letih dela ostal v takem enem lepem spominu. Wow, teh trenutkov je toliko. Me vedno najbolj navdušuje, ko mladi dajo eno pobudo, prej smo govorila, kaj vse pripravljamo, in mladi so pred 3 leti na naši študentski župniji rekli, mi bi šli na smučanje, ne. Aha, okej. No, pa dajmo. Pa smo šli in res to so bili krasno preživeti 3 dnevi skupaj z njimi. In
se mi je res nekako v spomin prav vtisnilo tisto prvo smučanje na Višarjih, ki smo jih organizirali, in res tisto veselje, tista mladost, to res človeku ostane in to je res nekaj najlepšega in sem zelo vesel, da se mladi počutijo v naši župniji, predvsem pa v naši cerkvi, tako lepo in vedno sprejete in vejo, da jih tam čaka nekdo, ki jih razume. Krasno. Primož, najlepša hvala za obisk v našem studiu. Imejte še naprej odprte oči za mlade, za skupnost, za župnijo. Bodite župnik, povejte kdaj še kakšno šalo mladim. In to. Hvala res za to, kar počnete. Hvala za vabilo in ja, upam, da še se kdaj srečamo in da še kdaj spregovorimo kakšno besedo o naši mladini. Hvala. Vam, dragi gledalci in gledalke, pa hvala, da ste bili z nami in prišli do konca.